Lep pozdrav iz Dolenjske, kjer češnje cveto in ptički pojo. Nahajava se na najini terasi, kjer si v popoldanskem času vzameva čas za najino kavico, za najin pogovor, občudovanje cvetja okrog naju in igro svojih otrok. Ja, glih to je najlepše, ne? Ko opazuješ otroke, kako se igrajo, kako uživajo v naravi. Da jim znaš pokazati, kako cvetijo češnje v najlepšem razmahu. In znaš tudi prijateljem, oziroma tistim, ki potrebujejo pomoč drug z drugim, tudi mi, podati to Božje poslanstvo, to Jezusovo ljubezen, ki je nam podarja na križu, ki nam podarja vsak dan v vsakdanjem življenju, ne samo na križu, ko smo ubogi, ki res nimamo moči, nimamo besed drug za drugega, pa vendar se moramo zbrati in reči kakšno spodbudno besedo svoji dragi, svojim otrokom, svojim bližnjim. Tako kot Peter in pa Janez, ko sta prišla v tempelj moliti, pa je Revež prosil, ne, kaj lahko vama dam? Nimamo ne zlata, ne srebra, imamo pa vero v Jezusa in to ti podarjam. In rečem ti, vstani, in je vstal in je hodil. To se trudiva, da je tudi midva delila, to močno vero, to močno ljubezen, da bi jo gojila in znala v vsakdanjem življenju prenesti na otroke, da bi znala to pokazati in vzgajati v tem duhu, v tej veri in v tej ljubezni drug do drugega. To se mi zdi nekaj najlepšega, kar lahko podarimo drug drugemu v tem času, ko smo še več skupaj, ker je res nam prav prijetno lepo, ker smo skupaj, ker lahko drug z drugim kramljamo, se smejemo, se igramo, delamo skupaj. Mi imamo veliko dela, ker smo v naravi, je kar veliko za postoriti, tako da nam je prav všeč, da lahko imamo otroke doma, da jih seveda zaposlimo. Tudi moj dan je trenutno sedaj drugače, ko si zjutraj vzamem čas za Gospoda, ko mu podarim svoj dan, svoje srce, ga poprosim za pomoč, ki je v teh dneh zelo pomembna, saj sem sedaj tudi učiteljica, ne samo mamica, žena, frizerka in gospodinja, ker v naši družini 5 šolarjev potrebuje tudi mojo pomoč, mojo ljubezen, moj čas in mojo potrpežljivost. Pa kljub vsemu nam je lepo, da smo skupaj, da si pomagamo. Učimo se izgovoriti tudi besede prosim, hvala in oprosti. Dan pa zaključimo skupno molitvijo in pesmijo. Dobri Bog, res hvala ti za ta današnji dan, ki z ljubeznijo zapisal si ga v svojo dlan. Blagoslovi naš počitek, zdaj gremo vsi spat. In hvala ti, ker nas imaš neskončno rad. Blagoslovi naš počitek, zdaj gremo vsi spat. In hvala ti, ker nas imaš neskončno rad.
Ej, Filip, še dobro, da smo tako zapeli. Če bi mrmar, veš, kako bi se fušal?